Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Soboški ekran. Še zadnjič letos v našem studiu gostimo župana mestne občine Murska Sobota, gospoda Damjana Anželja. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in vsem, ki nas gledajo. Decembra minevata 2 leti, odkar ste prevzeli vodenje mestne občine Murska Sobota. Kako ocenjujete prvo polovico vašega aktualnega mandata? Ja, ti 2 leti sta se kar hitro odvili, veliko nekega dogajanja je bilo. Če tako strne misli, dejansko ocenjujem kot plodno, dobro. Veliko nekih stvari smo tudi v mestnem svetu dejansko obravnavali in tudi sprejeli. Če tako strne misli za nazaj, moramo povedati, da smo sprejeli v mestnem svetu tudi statut mestne občine, poslovnik, 2 dokumenta, ki jih v preteklosti nekako zaradi politične volje ali nevolje niso mogli sprejeti. Prav tako smo sprejeli nov odlok o zdravstvenem domu Murska Sobota, prav tako dolgo let pogovorov med občinami, nekako usklajevanja in tudi na to smo ponosni, da recimo v tej sestavi mestnega sveta, da smo te pomembne dokumente sprejeli. Namreč občina kot najvišji krovni organ je prav, da ima podzakonske akte usklajene z zakonskimi, tako da tudi na to delo smo ponosni. Je pa prvo leto prav gotovo zaznamovalo dokončanje projektov, ki so bili v teku. Vsi se dobro spomnimo razkopanih ulic, nekaj nejevolje zaradi prometnih zastojev, tako da predvsem prvo leto je potekalo v tem, da smo zaključevali stare projekte in pa pripravljali tiste nove projekte, ki so se potem zgodili tudi v drugem letu mojega županovanja. Tukaj mislim na prenovo Noršinske ceste, postavili smo igrišče Gorana Dragiča pri prvi osnovni šoli, zamenjali parket na prvi osnovni šoli, nekaj manjših tudi projektov po krajevnih skupnostih in pa seveda največji regijski tudi projekt Pomurski vodovod, kjer smo prav tako sodelovali in pridobili 14 km novega voda, pomembna pridobitev za samo občino, kajti infrastruktura je dotrajana in seveda je potrebno jo vedno znova obnavljati in ravno ti regijski projekti nekako so priložnost, da več občin skupaj nekako identificira te projekte in jih potem tudi izvedemo. Tudi glede na vreme, ki nas je nekako doletelo, smo lahko videli, da mestne občine Murska Sobota v takšni količini padavin tokrat nismo imeli bistvenih težav, kar je tudi nekako posledica vlaganja v infrastrukturo, v kanalizacijo, odvodnjavanje meteornih voda, tako da vse te investicije so se izkazale kot pravilna in pomembna pridobitev za naše občane in občanke, kajti to je tudi infrastruktura je tista, ki tudi kaže na kvaliteto bivanja v nekem določenem lokalnem okolju. Pa če se vrnemo še na tisto obdobje, ko ste se še pravzaprav šele odločali o tem, ali boste kandidirali več kot 2 leti, je to za verjetno 2 leti in pol nazaj. Takrat ste zagotovo imeli nekakšne predstave, kako pa bo izgledalo, ko boste izvoljeni, tudi ko ste že bili izvoljeni, pa še preden ste prevzeli funkcijo, ste imeli verjetno neke predstave, zamisli, kako bo sama zadeva izgledala. Pa me zanima, kaj vas je najbolj presenetilo, da je pa bilo potem, ko pa ste začeli županovati, vendarle drugače, kot ste si predstavljali? Ja, zelo dobro vprašanje. Imel sem to priložnost, da sem lahko od blizu že nekako spoznaval delovanje same občine kot institucije, ker sem pred kandidaturo leto in pol že bil zaposlen v občinski upravi. Tako da veliko nekih podatkov sem že imel, tudi vpogleda. Me je pa vseeno presenetila ta dejansko finančna podhranjenost in tudi podhranjenost glede na naloge, ki jih mestna občina opravlja, tiste zakonske oziroma ki jih nalaga država. Tukaj se v začetku mojega mandata, ko smo naredili analize, nekako izpostavilo, da smo podfinancirali nekje 1,5 milijona in če zdaj po 2 letih lahko o tem govoriva, smo opravili nove analize preko Združenja mestnih občin, kjer se je pokazalo, da je v tem trenutku mestna občina podfinancirana že za skoraj 3 milijone. In to je zaskrbljujoče, kajti ta denar potem investicijski, ki ga občina zbere preko taks in ostalih dajatev,
moramo, ki bi bil sicer namenjen za investicije, moramo namenjati za te zakonske naloge. Tukaj sedaj se nekako država tudi tega loteva, ampak je ta dinamika reševanja počasna oziroma nekako še ne dohaja ta novi finančni del, da bi lahko govorili, da pa sedaj mestne občine kot take, ki smo neko gonilo razvoja tudi regiji, da nismo več podfinancirane, da lahko več razmišljamo o investicijah. To zaenkrat žal še ni uspelo urediti na državnem nivoju, tako da tukaj bo še veliko izzivov tudi prihodnje. To je ena taka stvar. Druga stvar, ki je nekako tudi ta črna točka, je stečaj Risa Dvorec Rakičan, ampak tukaj zadeve izvirajo že iz časa pred, se pravi, mojim županovanjem in žal nekako občina je 2 leti skupaj z mestnim svetom reševala zadevo, kljub temu pa so na koncu številke vseeno kazale, da ta rešitev brez 1,5 milijona vložka mestne občine, ki ga pa moramo iskreno povedati, v tem trenutku mestna občina nima, nekako rešitev žal ni bila možna, tako da ta stečaj je ena tista tudi negativna stvar, ki me je presenetila. Ob prevzemu županovanja sem dobival nekakšne različne informacije, da tam ni vse v redu, zato sem se tudi kot novi župan odločil za revizijo, ki bo pokazala oziroma ovrgla te neka namigovanja. Žal je revizija pokazala veliko nepravilnosti, medtem tudi se je začelo potem kriminalistična preiskava in jaz upam, da bojo organi pregona opravili svoje delo in vsi tisti, ki so nekako odgovorni, da za to stanje sedaj, ki pač je, da bojo tudi ustrezno potem tudi odgovarjali. Tako da nekako najbolj negativna je ta dejansko finančna situacija, se pravi podfinanciranost same mestne občine in pa dejansko ta črna pika z dvorcem Rakičan. Je pa bilo tudi zelo veliko pozitivnega, tako da mogoče vseeno tisto odtehta to, kar je negativno. Ko ste že uvodoma omenili, kar nekaj je bilo dela, ko ste prevzeli mandat po različnih ulicah, na različnih delih Murske Sobote. To moramo priznati, v zadnjih letih se je podoba cest samega središča precej spremenila v Murski Soboti. Tudi na račun se še spreminja, na račun zasebne gradnje stanovanjskih objektov, ampak tudi Mestna občina Murska Sobota je ravno v ponedeljek nekako predala namenu nova stanovanja za mlade, ki so nastane na območju nekdanje ekonomske šole. Ja, tako je. Sam sem imel privilegij takrat zaposlen v mestni upravi, da sem sodeloval pri akcijskem načrtu za mlade in spomnim se, da smo takrat z velikimi črkami tudi zapisovali stanovanja za mlade in vesel sem, da lahko smo predali tudi namenu nova stanovanja, ki so namenjena prav mladim v delu bivše stare ekonomske šole, ki je sicer bila degradirana stavba, propadajoča, tako da smo eni stavbi, ki je v samem središču mesta dali novo priložnost za življenje, mladim pa prepotrebna stanovanja in sem res vesel, da smo ta projekt uspešno zaključili, tako v časovnem terminu, kot tudi v finančnem smislu, torej da nekako nismo presegli tistega finančnega načrta in to je tudi neka smer, pot za naprej. Namreč družba kot takšna se stara in jaz vedno pravim, da mladi ob modrosti in znanju starejših, da je to tista pravilna kombinacija, kjer tudi uspeh potem ne more izostati, tako da se bomo trudili tudi vnaprej nekako zagotavljati ta stanovanja v skladu z možnostmi. Veseli pa seveda tudi individualna gradnja zasebnikov, ki so prav tako spoznali, da na trgu v sami Murski Soboti, v mestni občini, kot taki primanjkuje stanovanj in jaz upam, da se bo tudi na že sprejetih OPPN-jih ta stanovanjska gradnja tudi začela. Žal imamo 40% stavbnih nepozidanih zemljišč v mestni občini, kar pomeni, da je težko pridobivati nova območja za samo gradnjo. Je pa res, da pa ta potreba vedno znova se izkazuje, namreč velikokrat se občani ali pa zasebni investitorji pridejo na občino, na sestanek, kjer pač pogledamo, ali so te možnosti sploh možne in tako ugotavljamo, da ta potreba je tudi vnaprej, žal pa tam, kjer je pa že gradnja možna, kjer je občina tudi neko infrastrukturo že izgradila in vložila svoj denar, se pa nekako ne zgodi. Tako da tudi
Ta problem bomo v naslednjih 2 letih naslavljali in jaz upam, da bomo tudi to smer spremenili, kajti interes za gradnjo vsekakor obstaja. Tudi zato ste verjetno na zadnji seji mestnega sveta nekako predlagali mestnim svetnikom, to so tudi potrdili, zvišanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, torej kjer je mogoče gradnja, pa ni pozidano tisto območje. Ja, res je. To je pač eno od ukrepov, kjer želimo spodbuditi tudi gradnjo tam, kjer je že možna, kot sva povedala, kjer je že občina vložila tudi denar, ki bi ga sicer lahko za nekaj drugega in se ta gradnja pač tam na teh območjih stojijo, vedno znova se pa neka težnja in potreba tudi pojavlja po nekih novih območjih in dejansko brez tudi nekaj več zbranega denarja mestna občina žal ne bo mogla slediti tudi tem potrebam občanov, tako da želimo si nadaljnega razvoja. Nek razvojni preboj je bil dosežen, nazadnje to potrjuje tudi nagrada Zlati kamen za razvojno najbolj prodorno občino. Dejstvo je pa, da potem taka nagrada, za nagrado stojijo ljudje, za nagrado stojijo neke dobre odločitve, in pa tudi obveza, da na tem mestu ne obstanemo, da gremo naprej. Seveda si sam kot župan in verjamem, da tudi občani želimo še večjega razvoja, še več priložnosti, da bo tukaj res kvaliteta življenja tista najvišja. Nenazadnje tudi smo sprejeli v mestnem svetu urbano strategijo za nadaljnja leta, ki je sicer podlaga tudi za CTN sredstva, ki jih pridobimo iz evropskih skladov. In v tej strategiji nekako je tudi vodilo mestna občina Murska Sobota, občina najvišje kakovosti življenja. Tako da vsi ti ukrepi tudi v prihodnje bodo usmerjeni, da bo tukaj infrastruktura taka, kot mora biti, da bo dejansko življenje res na tisti najvišji možni ravni. S pomočjo CTN sredstev, ki ste jih omenili, se še izvaja tudi prenova Noršinske ulice. V prihodnje pa se bo med drugim zgodilo tudi prenova stavbe, kjer ima sedež mestna uprava. Ja, dobro ste povedali. Namreč mestne občine kot tiste gonilo razvoja v posameznih regijah, nekako smo upravičeni do teh celostnih teritorialnih naložb, torej sredstev. Mestni občini tukaj pripada v tej finančni perspektivi 11 milijonov 300. Je pa res, da je ta denar strogo namensko določen in ga ne moreš porabiti za neke druge stvari, čeprav potrebe obstajajo tudi po nekih drugih projektih v sami občini, tako da so ta sredstva razdeljena za urbano prenovo, za zeleno prenovo in pa mobilnost. In v skladu s tem smo potem tudi v prvem letu županovanja morali identificirati tiste projekte, ki jih bomo lahko prijavili. Tukaj je pogoj tudi gradbeno dovoljenje in da je izdelana projektna dokumentacija, tako da smo hitro mogli izluščiti iz tega nabora, kaj bomo prijavili, ker smo želeli čim več prijaviti na prvi poziv. Namreč naslednji poziv bo skoraj pri koncu te finančne perspektive, kar potem povzroča tudi določene težave, zato smo želeli čim več prijaviti na ta prvi poziv. Tukaj smo prijavili, kot ste že povedali, Noršinsko cesto, ki smo jo razdelili na 3 faze ravno iz dinamike črpanja teh sredstev. Namreč kolesarska steza je financirana iz teh sredstev, cestišče pa iz proračuna mestne občine, torej lastnih sredstev, zato smo tudi lahko z asfaltiranjem cestišča pohiteli in cesto že odprli za promet. Aprila ali marca bo pa potem tudi asfaltirana ta kolesarska steza. Smo pa oddali prijavo tudi že na ta drugi del, ki je načrtovan od križišča do samega Rekičana, vključno z dotrajanim mostom. In upam, da bomo seveda dobili čim prej tudi to potrditev, da potem recimo v drugi polovici naslednjega leta lahko začnemo z gradnjo. Potem pa sledi še 3. faza do samih Noršinec. Tukaj iz teh sredstev bo narejena tudi kolesarska steza Bakovci do Kležuje. Iz urbane prenove smo pa prijavili delavski dom, torej občinsko zgradbo, ta del, v katerem uraduje se pravi občinska uprava, in pa TVD Partizan, tudi markantna zgradba, znana soboška zgradba, ki je tudi dotrajana in potrebna prenove. Kar se pa tiče iz zelene prenove, pa nekako načrtujemo prenovitev dela med blagovnico, tržnico in knjižnico v nek zeleni pas, kjer bi se uredilo tudi tekstilna tržnica in pa seveda mestni park, ki je prav tako potreben prenove, ampak tukaj imamo nekaj več težav ravno s tem, da
Zavod za varstvo kulturne dediščine ne dovoli več asfaltnih poti, tako da tukaj še neko delamo idejno zasnovo in potem, ko bo izdelana, bo tudi šla prijava, kar se tega tiče. Kje vse še pričakujete, da se bodo v letu 2025 odprla gradbišča, kje bodo še zabrneli gradbeni stroji? Največja gradbišča bodo ravno te dve zgradbi, se pravi v središču mesta, torej občinska zgradba in pa Partizan. Tukaj sta obe zgradbi, je naložba nekaj čez 5 milijonov evrov, kar pomeni kar velik znesek. Je pa tukaj financirano 100% upravičenih stroškov in za takšne dotrajane zgradbe dejansko boljšega financiranja tudi v prihodnje več verjetno ne bo moč doseči, zato smo tudi nekako zgrabili to priložnost z obema rokama. Seveda zalogaja Noršinska cesta, potem pa tudi v načrtu je, kar je državna investicija, rondo v Černelavcih in pa seveda vzhodna obvoznica, da bojo vsa dela potem stekla tudi, da bojo delala tako tudi v letu 2027, kot je sedaj nekako predvideno, optimistično, da bojo lahko ta dela stekla. Je še kar nekaj tudi manjših projektov posameznih krajevnih skupnosti, ki jih moramo zaključiti. Seveda pa potem odpiramo leto 2026, ko se bo proračun ponovno sestavljal, tako še z nekaterimi projekti. Sam imam tudi veliko željo, da do konca tega mandata naročimo projekte za novi gasilski dom in pridobimo gradbeno dovoljenje. Potem, vkolikor bomo uspešni na razpisu Nogometne zveze Slovenije, je predvideno tudi dozidava tribune na mestnem stadionu, kjer smo pridobili že tudi sredstva v višini 500 000 Ministrstva za turizem in šport. Prav tako imamo pridobljena sredstva za izgradnjo odra in pa nabrežnine pri Ekspanu. Tudi tam imamo zagotovljena sredstva za izgradnjo kajak-kanu steze, kjer nekako ne dobimo izvajalca, saj teh nekih del v tem delu Evrope ni ravno veliko in tudi ni nekih izvajalcev. Dokončali smo pump track, potem pri Ekspanu želimo izgraditi tudi postajališče za avtodome, tako da kar nekaj teh projektov je še v igri. Seveda ostaja še Hartnerjeva vila, za katero sam menim, da je zelo dober idejni načrt izdelan, je pa potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. In ta projektna dokumentacija za tako velike investicije tudi veliko stane, tako da včasih občani mogoče nimajo občutka, v ozadju se veliko dela opravi, zato na tem mestu tudi moja pohvala sodelavcem v občinski upravi, kajti vse te projekte so zahtevni projekti, veliko je dokumentacije, pri evropskih sredstev je ogromno, celi fascikli te neke dokumentacije, ki potem tudi moraš pošiljati, poročati, tako da veliko dela je tudi v pisarnah narejenega. Omenili ste že, oziroma smo se tudi pogovarjali o delu v mestnem svetu. Kako ocenjujete vaše sodelovanje z mestnimi svetniki? Ocenjujemo kot dobro, namreč tudi mestni svet, ne samo, da smo dobili novega župana, tudi veliko nekih novih svetnikov je prišlo v mestni svet, ki so prinesli spet neko svojo novo energijo, seveda ob tistih izkušenejših, ki so nekako že več mandatov in nas včasih lahko tudi malo postavijo na svoje mesto. Bi pa predvsem izpostavil to, da nam, kar sem izredno vesel, da nam nekako uspevamo visoki nivo komuniciranja nekako v mestnem svetu izvajati, da dejansko ni nekih grdih besed, nekih grdih igric, ki so včasih tudi bile oziroma so kje drugje, je moč zaslediti z kakšnih drugih mestnih svetov oziroma občinskih. Tako da, kar se tega tiče, sem izredno zadovoljen. Ne nazadnje pa, kot so že uvodoma povedala, sprejeli smo tudi nekatere dokumente, recimo kot je statut in poslovnik, kjer je potrebna dvotretjinska večina, ki jih mogoče prejšnje generacije niso uspele iz takšnih in drugačnih razlogov. Ne nazadnje tudi ta odlok o zdravstvenem domu, kjer ga mora sprejeti 12 ustanoviteljic v enaki vsebini in obliki. Nekako nam izziv še ostaja nov odlok, kar se tiče pomurskih lekarn, kjer še nekako občine nismo dosegle tega konsenza, ampak glede na to, ker je v mestnem svetu se sprejemajo odločitve, ki včasih tudi niso vsem ljudem všeč, ampak ravno to kaže na tisto zmožnost presojanja,
kar občina potrebuje za svoj nadaljni razvoj, tako da verjamem, da tudi v tem smislu včasih svetniki imajo težavo, ampak glede na to, da nekako grejo stvari tekoče, da tudi tukaj vidim kot eno zrelost tudi mestnih svetnikov pri tem presojanju, kar je potrebno oziroma kar ni. Božično-novoletni prazniki so tu. Kakšno je vaše sporočilo občankam in občanom? Ja, božično-novoletni prazniki so tukaj. Jaz bi pohvalil tudi sodelavce občinske uprave, komunale, Zavoda za kulturo, turizem in šport, ki smo nekako skupaj pripravili to zimsko dogajanje tudi z drsališčem in bogatim programom, tudi okrasitev mesta, primestnih naselij. Seveda je še tukaj vedno nekaj rezerv za prihodnje. Je pa dejstvo, da nekako dobivamo pohvale, kar sem izjemno vesel, je pa to tudi ena nekako obveznost še za naprej. Bi pa seveda občanom in občankam zaželel blagoslovljene božične praznike in pa seveda pogumen, optimističen vstop v novo leto in naj bodo ti prazniki tako čarobni, kot je čarobna tudi naša mestna občina Murska Sobota. Gospod župan, najlepša hvala za obisk v našem studiu in vsa ostala gostovanja v letošnjem letu. V prihodnjem pa vam tudi mi želimo vse najbolje. Vse dobro tudi vam in srečno. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Nasvidenje.